Pozdravljeni v novi epizodi Evrope osebno, v kateri vas danes sogovornikom peljeva na Karibe. Od tam prihaja José Agustín García Trujillo, ki sicer že več kot 20 let živi v Sloveniji. Takrat, ko sem bil prvi tukaj v Sloveniji, sem bil v morju, to je kot doma. A je kot doma? Povejte nam, odkot prihajate. Prihajam iz Kube. José je Kubanec, ki si je tu ustvaril dom, družino, tu je našel toplino. Sem prišel zaradi ljubezni. Ki pa jo je sicer spoznal še doma. Dosti leta nazaj sem delal kot animator na Kubi in potem sem poznal ena punca, ki prihaja iz Slovenije in potem smo spoznali. Sprva se ni zgodilo nič, razlaga, a čez nekaj let je imel možnost delati v Evropi. Še par leta jaz sem dobil eno tako ponudbo, delo sa Nizozemsko. Enkrat sem bil tukaj na dopust v Sloveniji, v Isoli in nič, bilo lepo. Morje in sem rekel, tukaj je super. In super mu je vse do danes. Slovenijo je hitro vzljubil, a vendar je na začetku, ko se je preselil sem, doživel tudi šok. Kar je normalno, prihaja iz države sredi morja, mi si jo pogosto predstavljamo z belimi peščenimi plažami, večnim poletjem in senco, ki jo ustvarjajo mogočne palme. Raj na zemlji. A kot boste spoznali, je svoj raj José pravzaprav doživel tukaj, v Sloveniji. Zanimivo je, kako nas opisuje. Prve stvar se moraš naučiti slovenčino, moraš delati, teke se stvari, ker delajo Slovenci. Naprimer, moraš jesti jota, moraš jesti mineštro. Tako nas vidi José, pri nas je pač treba jesti joto. Mu je bilo to nenavadno? Mu je še vedno? Me bilo res čudno, da vidim ta selje notri v mineštro. Moja taša dela jota 2krat na teden, tako ker mi moramo jesti, če ne jemo. Se pošali José, tu je pač tradicija mineštra, pa morda juha. Kakšna pa je tradicija na Kubi? Kaj je tam tradicionalno? Vi jeste mogoče kruh vsak dan. Mi pa imamo riž. Jemo riž iz fičov, riž iz meso, riž iz piščančje. Skoraj vsak dan mi jemo riž. To je naša osnovni hrana, ne? To je ta razlika, da imamo mi, naprimer, jaz, ki živim na Krasu. Jeste pršut? Ja, jemo prosciutto, gremo dosti krompir, klobasa in tako naprej, ne? To je totalno drugače. Je super hrana, ampak se govorimo, ta kubanska hrana je totalno drugače. José Agustín García Trujillo prihaja z Kube. Tam se je rodil, tam je odraščal, tam je obiskoval šolo. Spominja se skromnega življenja in predvsem, kako jim je komunizem krojil vsak dan. To je več kot 60 let komunizem, je hudo, ljudi živijo 6 ur dajo elektriko. 6 ur imaš elektriko? Elektriko. In potem ne? In pol ti ugasnejo do jutri. In tako naprej. Tako živijo ljudi. Država pravijo, da ni denar in to problem je zaradi Amerike. Ker pravzaprav ni tako. Smo videli, da so oni, ki ne znajo iti naprej z eno državo in tako. Torej v državi, kot je Kuba, elektrika ni samoumevna, kot tudi voda ne. Seveda ne. Če ni elektrika, pol kako boš pumpa vodo. Je malo bolj drugače kot tukaj. Normalno, v drugi časa, govorimo 20 let nazaj, voda prišel en dan en dan ne. In prišel par ura ti moraš polno tvoj rezervar. Pravi, da se je od epidemije koronavirusa daljem odselilo skoraj 3 milijone ljudi z Kube. Pa ne le zaradi revščine, ampak še vedno tudi zaradi pritiska, da morajo v vojsko samo fantje. Če ne, tvegajo zapor. A ker je José obiskoval vojaško šolo, mu vojsko ni bilo treba. In tako je lahko zasledoval svojo strast, ples. V karibskem otočju ter v drugih špansko govorečih državah je ples pogosto sopomenka za druženje, prijateljstvo. Nenazadnje je ples lahko tudi osvajalsko orodje, poudarja. Ja, to pa res. Ples za nas je za dosti stvari, ne? Za družbo, za spoznali ljudi, za spoznali kakšen punco se nimaš in tako naprej. Če ti imaš 10-12 let, ti vidiš, da če ne znaš plesati, nekaj te manjka. Sa socializirati se skupina, sa socializirati s ljudi, sa
dobiš mogoče kakšne punce, ne? Ker se ti plešeš, mogoče je malo bolj zanimivo in malo bolj hitro boš vzela kontakt, ker lahko vprašaš plesati in tam vprašaš za eno pijačo in tako naprej. In tu Jose doda, da so pri plesu v njihovi kulturi tudi pravila. Eno je na primer to, da če ima punca že partnerja, je drugi fantje ne smejo povabiti k plesu. En primer, če ti greš s tvoje punca na en kavare za plesati, ne? Ti se sediš na mizo s tvoje punca in 100% niti en plesalcu bo vprašal ona za plesati. Ker ponavadi vidijo, da je ona na primer zasedena. Torej, pravilo, na Kubi se nikoli ne vabi zasedenega dekleta na ples. Kar pa ne drži v Sloveniji. Tu Jose živi že 22 let. Prihaja iz države, kjer sta še leta 2025 elektrika in voda luksuz, tako da je bilo navajanje na življenje tu pravzaprav precej bolj enostavno, kljub temu, da je kultura precej drugačna. Jaz sem zelo vesel, da imam moja družina tukaj, da imam moji otroci tukaj, ki imajo šola. Jaz vedno to povem in sem vesel, da lahko povem tudi po radio, ker mogoče dosti ljudi tukaj v Sloveniji ne veste, kaj je Slovenija. Kaj imate? Morate iti en teden na Kubi, da živite tam, da vidite, kaj imamo tukaj. Jose je res močno navezan na našo državo, brez težave bi se odpovedal kubanskemu državljanstvu, da bi pridobil slovenskega. A ker je Kuba birokratsko še v 19. stoletju, tudi tu ni šlo brez težav, saj mu nihče ni pomagal pri postopku odpovedi svojemu državljanstvu. Smo bili v Ljubljani, v take stavba, ker idej sem pozval, kako se kliče take minister. In sem rekel, poglej, jaz imam tukaj telefonska številka od ministerja iz Kube. Lahko ti, prosim, en sekundo govorimo, da poslušaj, kaj pravijo oni. In tako bilo. Smo klicali, smo govorili po englesko in ta iz Kube rekel, jaz ne bom dal nič, ker nimam časa in tako naprej. Tako je zaradi nesodelovanja države Jose pravzaprav posebnež in lastnik dveh državljanstev, kubanskega in slovenskega. Jaz sem rekel, poglej, jaz tukaj delam, imam moja firma, imam otroci, sem poročen, ne vem kako se, ne, imam družina, nisem delal nič slabo in jaz rabim, imam vse dokumenti, rabim. In na koncu sem dobil. Pomagalo je tudi to, da se Jose trudi slovenščino. Jaz rečem, da slovenščina je zelo težko. Prvi 3 mesece sem se snel plesati in seveda sem dobil take gostje, ker navajo, ne, mi rekel, ja, ma ti moraš govoriti slovensko, se čiviš tukaj, ne? In jaz sem rekel, dobro, to se moram potruditi, ne? Predvidevam, da za namene vadbe tudi doma potem govorijo slovensko. Doma govorimo pa špansko. Od začetka punce se smo učili tudi špansko, govorijo zelo lepo in imamo ena taka zanimiva tehnika. Družina govori z mano po špansko, govorijo iz svoje mama po slovensko. Pa gledamo televizijo po italijansko, da se učimo tudi italijansko. Večjezičnost, spoštovanje kulture, ki ga je sprejela, in nalezljiva pozitivnost so lastnosti, ki opisujejo Joseja. Današnji gost Evrope osebno poudarja, da mu pomeni vse, da smo ga tu sprejeli za svojega. Pomeni vse. Jaz živim tukaj, nimam na glavo, da grem nazaj, nikamor, se čutim tukaj kot doma, imam družine, imam otroci in moram povedati tudi, da imam moji starši tukaj skoraj 7 mesecev in zdaj živijo pri nas. Zdaj trenutno ne me manjka nič, ne pogrešam nič in se čutim zelo v redu. Jose Agustín García Trujillo nam je tokrat delal družbo, upam, da ste v njegovi zgodbi uživali. Če pa tudi vi poznate koga, ki se je v Slovenijo preselil za stalno ali pa začasno, ter bi bilo vredno slišati njegovo ali njeno zgodbo, mi pišite na maja.pancic@rtvslo.si. Hvala in se poslušamo. Evropa osebno.